Mladega Andraža Babška iz Preske poznamo kot pianista, šahista, zborovodjo mešanega pevskega zbora Jakoba Aljaža in skladatelja. Sam sebe sicer najraje označuje z besedo kulturnik. Na opisani paleti talentov in referenc kulturnika, in to kljub njegovi šele 15 letom starosti, pa lahko dodamo še pisatelj. Andraž je namreč v letošnjem letu izdal zgodovinski roman z naslovom Junak, s katerim je zmagal na natečaju pri knjižni založbi Kulturnega centra Maribor. Ne zgodi se prav pogosto, da bi se najstnik odzval na anonimni natečaj kakšne knjižne založbe. Še manj pogosto pa, da bi se prav zapis izpod njegovih rok po kritični oceni presojevalcev zmagovalno odrezal. A na poziv knjižne založbe Kulturni center Maribor konec lanskega leta se je zgodilo prav to. Zmagovalno delo pa je postal roman Junak 15-letnega Preščana Andraža Babška. Pri postopku izbora pa je nastala tudi poučna anekdota, ob kateri je spoznal, da mora človek vedno verjeti. Natečaj za zgodovinski roman Beg časa je bilo naslov. Jaz gledam, jaz imam zgodovinski roman, pa dajmo to poslati. In si jaz rečem, kje je to mene izbrala, imam jaz kakve veze, imam kakve poznanstva, a koga poznam? Ja, tam bo enega svojega prijatelja zbral, valjda, ne? In nekako sem v tej veri, tem prevelikem pesimizmu nisem spremljal maila, ki je mogel biti anonimen, torej poslal sem iz tako rekoč XY maila. In potem po 3 mesecih jaz pogledam mail, bilo že novo leto, vmes se je veselje in vse se je zgodilo in tam po mojem je 5 mailov, najmanj, če ne več 10. Izbrali smo vas, ste prvo nagrajeni, prvi mail, drugi mail. A ste slučajno se odločili, da ste knjigo kje drugje porabili, ne vem, a mislite pri kateri boljši založbi, in jaz to čisto obupan pol gledam in pokličem ob 8-9 zvečer založnika in rečem, da jaz bi izdal to knjigo tukaj, če lahko to popravimo, ker se je že rok iztekel, so me tudi baje po Facebooku iskali in posod, skratka, potem na srečo se je vse uredilo. Roman je, kot rečeno, napisal že pred samim natečajem, saj ga je junak Rudolf Maister nagovoril preko knjige Zgodovina Slovencev. In nekako se mi začne porajati ideje, da bi nastala v bistvu knjiga, ki je po resničnih dogodkih, ki v bistvu se drži teh zgodovinskih dejstev, torej bralca kaj nauči, hkrati pa je torej kreativna in ima neko zgodbo na drugi strani. In tako je začelo to nastajati. Zgodovinskim dejstvom o dogodkih velike vojne med letoma 1914 in 1918 ter po njej, do katerih se je dokopal s pomočjo knjig in drugih virov, je dodal še nekaj svoje ustvarjalnosti. Zgodbo o Maistrovem boju za severno mejo pa servira skozi prizmo 3 starostno različnih pripovedovalcev. Ko se kdaj srečajo, vsak mal drugače vidi dogodke in tako bralec dobi zelo, bom rekel, večplastno predstavo, kar je zelo v redu. So iz 3 starostnih skupin, Jani Šušnik je 18-letni vojak, Alojz Derganec je 50-letni častnik in Josipina Lončar je nekaj čez 60 let stara gospa, ki službuje pri nemškem grofu. Roman na 260 straneh je tako luč sveta ugledal letos pomladi, v tem času pa je predvsem na Štajerskem imel že kar nekaj predstavitev. Predvsem v domovinskem društvu generala Rudolfa Maistra Maribor so Andraža vzeli za svojega in to navkljub fascinantnemu dejstvu, da prihaja iz povsem drugega konca Slovenije. Prav v njihovi sredi je v začetku decembra tudi prvič javno predstavil svoj roman. In kaj ga pri junaku Maistru najbolj navdušuje? Vedno povem in to tudi čutim, to je domoljubje, kajti on je bil trden, on je bil odločen Slovenec. Imamo ogromno domoljubov in to je pravilno, moramo jih imeti še več in predvsem moramo biti bolj odločni, enotni in suvereni in to Maister pooseblja, predvsem v svojih pesmih, bom rekel, da sem se najprej soočil z njegovimi pesmimi, ki so tam prisotni v bistvu izjemni nagovori, torej Bratje v Triglavu ognji gori, Bratje naša pomlad gre stav, to sta dva začetka kitic njegove pesmi, ene od njegovih pesmi, ta pesem je tudi zelo prevzela. Seveda so še druge in Maister je bil seveda velik Slovenec, bil je čuteč, bil je estet, imel je tudi ta čut za ljubezen, torej do svoje Marice, to je bila njegova žena, je tudi pisal zelo lepe ljubezenske pesmi in to se mi zdi lepo, no? Da si domoljub, da si gentleman, da si kavalir in to vse Maister pooseblja in hkrati je bil on tudi vojak, kar smo v Mariboru v bistvu nekako govorili, da jaz nisem vojak, pa
smo nekako dali predpono zraven, še nisem vojak, tako da bomo videli, kaj bo. Nikoli ne vemo, nikoli ne reci nikoli. Je bil pa hkrati torej on tudi vojak, vojaški poveljnik in bil tudi odločen. In to se mi zdi neverjetno in potem se treba zgledovati. 15-letni Babšek, dijak prvega letnika ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet, je majstru posvetil in napisal tudi skladbo za klavir. V nastajanju pa je že nova knjiga o obdobju slovenske osamosvojitve. Slovenci imamo ogromno imamo junakov, kot je naslov knjige, tako da edino, kar je, to moramo še bolj ceniti, kot to cenimo in moramo se tega zavedati in predvsem moramo biti na to ponosni. In Slovenci, bom rekel tako, v sodobnem svetu je veliko merilo za uspeh naroda to, da je mednarodno prepoznan. Torej, da je pripomogel k svetovnemu razvoju in Slovenci velikokrat pozabljamo, da smo tudi mi pripomogli k svetovnemu razvoju in smo tudi mi podrli nekaj velikih mejnikov. In zdaj pa velikokrat pa pozabljamo tudi na našo nacionalno zgodovino, mogoče to, kar je dosegel majster v svetovnem merilu za neke Angleže ali pa za neke Američane, ni zdaj pomembno, da je on tukaj Maribor osvobodil. To je pa za nas pomembno in to moramo tudi ceniti. Knjiga Junak bo kmalu na voljo tudi v knjižnici Medvode, 14. februarja pa bo Andraž Babšek v njihovih prostorih knjigo tudi osebno predstavil.